krsto smo položili temelj demokracije, to so akti študentske organizacije Univerze v Ljubljani, ki so jih samostojna akademska skupina na zadnjih študentskih volitvah grobo kršili. Glede na to, da so akti edino, na kar se v demokraciji lahko človek zanese, menimo, da so te volitve v vsakem primeru izgubljene in v znak užaloščenju smo pokopali akte pod demokracijo. Se mi zdi ta pristop pravi? Ne vem, kaj drugo še nam ostane. Krste so vseeno tako malo, se mi zdi tak. Ja, so simbolične. Ne vem, kako drugače lahko še pokažemo naše razočaranje nad v bistvu izdajstvom 60 000 študentov Univerze v Ljubljani. Ti bo šla jutri na volitve? Absolutno bom šla na volitve, ja. In boš okrožila proti, kakor pozivate študente? Absolutno bom okrožila proti. Samostojna akademska skupina oranžnih enoumnežev poskuša okrasti letošnje volitve na ŠOU v Ljubljani in si tako z goljufijo zagotoviti že tretji zaporedni mandat. Ker so očitno videli, da študenti razmišljajo v svojo glavo in jih ne bodo več podprli, so posegli po zadnjem orožju. Pobili so demokracijo na ŠOU v Ljubljani in si sedaj poskušajo z makiavelističnim pristopom podrediti študentsko zase. Delimo se na barve, prave in neprave. Se pravi, kaj to pomeni za FDV? Tam je zdaj samo ena opcija, ali kako? Tako, za FDV to pomeni konec demokratičnih študentskih volitev, saj študenti več nimajo možnosti izbire, lahko v bistvu se odločajo samo za oziroma proti eni listi. Mi za študente spodbujamo, naj oddajo svoj glas proti in tako pač omogočijo neizvolitev te liste, ki jim je predlagana, in da se pač kasneje potem spet obe listi ponovno soočita v bistvu na ponovnih volitvah. Volitve jutri bodo in po jutrišnjem, kdo bi moral tukaj ukrepati? Se zdi, kot da ste v bistvu zdaj prišli na neko mrtvo točko. Ja, na tej točki smo mi pozvali volilno komisijo ŠOU v Ljubljani, naj ustrezno ukrepa, pa se ni odzvala, prav tako tudi ne drugi organi ŠOU v Ljubljani. Poslanci opozicije so sklicali tudi izredno sejo študentskega zbora, na kateri bi se presojalo tako v volilni komisiji kot v njenih sklepih, katere pa predsednik študentskega zbora zaenkrat še ni sklical. A bi morala posredovati Univerza v Ljubljani? Tako univerza, kot tudi študentska organizacija univerze so vsaka svoja avtonomna organizacija in načeloma ne posegata v delo druge. Hvaležni bomo za vsako podporo strani akademskega osebja, katere tudi pozivamo k temu, naj izkažejo pač podporo demokratičnim volitvam na študentskem področju oziroma na ravni študentskega organiziranja.